Raziskovalno delo na Raziskovalnem inštitutu InnoRenew, ki je bil kot eden rezultatov največjega raziskovalnega projekta v Sloveniji ustanovljen leta 2017, je zasnovano izrazito interdisciplinarno in povezuje najrazličnejše strokovnjake, ki ustvarjajo nova znanja na področjih obnovljivih materialov in trajnostne gradnje. Pri raziskovanju sodelujejo psihologi, aplikativni kineziologi, kemiki, lesarji in drugi, 69 zaposlenih, od katerih skoraj polovica prihaja iz 19 drugih držav, tako iz Evrope kot ZDA, Azije in Afrike. Naša dejavnost zajema raziskovanje in razvoj področja rabe lesa v zdravem bivalnem okolju. Razvijamo in proučujemo, kako izboljšati funkcionalnost lesa in njegovo rabo v grajenem okolju. Ekipa zaposlenih v InnoRenew je torej zelo raznolika, tudi glede kulturnih in družbenih okolij, iz katerih prihajajo. Ta preplet pa poganja inovativnost. Zaposlujejo tudi 19 doktorantov. Za InnoRenew je pomembno zagotavljanje prijetnega, pravičnega, raznovrstnega, starostno in spolno enakopravnega delovnega okolja. Zato je med zaposlenimi trenutno 45% žensk. Ravno letos so sprejeli načrt za enakost spolov. Raziskovalci aktivno delajo v 44 raziskovalnih projektih. Med prioritetnimi aktivnostmi pa je tudi prenos znanja v prakso in industrijsko rabo. Zato sodelujejo s 116 industrijskimi partnerji iz Slovenije in drugod. InnoRenew je zasnoval in zgradil tudi svojo novo stavbo, kjer lahko raziskovalci z vrhunsko raziskovalno opremo opravljajo prebojne raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Največja lesena stavba v Sloveniji je narejena po preizkušenih načelih sodobne trajnostne gradnje. Naša nova stavba je edinstven primer trajnostne gradnje v Sloveniji, saj smo jo zasnovali in sprojektirali strokovnjaki inštituta, ki se ukvarjamo z različnimi področji gradnje. Tekom projektiranja smo s tesnim sodelovanjem, s tako imenovanim holističnim pristopom, uskladili vse detajle in izpolnili vse zahteve, ki jih taka gradnja zahteva. InnoRenew je tudi partner v pobudi Evropske komisije Novi Evropski Bauhaus. Kot dober primer trajnostne gradnje so prepoznali tudi stavbo inštituta. Pri pogovorih na visoki ravni v Evropi pa so sam inštitut označili za primer odličnosti. Na primer Marija Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, ga je kot takega omenila v ekskluzivnem intervjuju na Nobelovem tednu. V inštitutu se zavedajo, da je dobro upravljanje organizacije pomembno za uspešno znanstveno in tudi ostalo delo. Zato so se leta 2021 ocenjevali po modelu odličnosti EFQM in s ponosom pridobili certifikat Recognized by EFQM 4 zvezdice.